razstavi Mitja Ficko in Borut Korošec. Z Borutom se poznamo že dolgo iz Metelkove, kjer se obiskujemo. In ker nekako simpatiramo z deli, ki jih delamo, meni je na nek način on všeč, kako razmišlja in kaj sestavlja. In obratno je prišla neka ideja, da bi nekaj postavila mogoče stvari skupaj, da vidimo, kako stvari najne sobivajo. In če bi se ta razstava zgodila seveda pred tistimi 5 letimi, kako je ideja prišla, da bi sodelovala, verjetno ne bi bilo nekih toliko stičnih točk in sotrkov, nekih naključnih, ki jih imamo oba, ki jih obravnavamo oba ali pa kjer se križamo. Verjetno bi ta spoj ne bil tako lep oziroma tak tekoč, bi bila ta razlika dosti večja. Tako da pol, ko smo iskala naslov za razstavo, smo imeli tudi veliki problem, ker nismo našli nekega vsebinskega in pol je nek formalni naslov nastal Time Out kot neke vrste čas, ko se aktivnost ustavi, pozornost pa še traja oziroma se ta zgosti. Kot pri njemu, kot pri meni so neki momenti, kot da bi bili v neki pavzi. In z tega pol prišel neki taki naslov, ki leti čez vse to, nek splošen naslov. Kako sva se našla? Poznava se že dalj časa. Jaz že vrsto let pravzaprav nekakšno veliko afiniteto do njegovega dela čutim, pa ne samo dela, mogoče tudi njega kot persone, kot kreativca, ustvarjalca, kako razmišlja. In tako da spoznala sva se, malo slediva tekoči produkciji. No in Mitja me je že nekaj let tako nagovarjal, da je enkrat skupaj nekaj narediti. Pa imam tak občutek, da me je mogel pravzaprav malo počakati, no, da se je nekaj zgodilo, kjer bi on pravzaprav v šubu lahko rekel, ja, da je narediti, to skupaj bo pasalo. No. In en tak prelom je bil pri meni, mogoče ne toliko tematski, ampak skoraj formalen ali pa materialne narave, takrat, ko sem pravzaprav zelo zožil ta nabor stvari, sfokusiral se na večinoma na dva materiala. No, eden je ta pena, ki jo lahko zadaj vidite, drug je pa to gladko gradbeno železo, ker naenkrat sem imel občutek, da lahko z eno veliko širino rokujem s tem, da imam pravzaprav zelo malo na izbiro, ampak tisto, kar imam na izbiro, mi je pa na nek način predstavljalo, kako ne rečem, absolutno dragocenost ali pa zaradi različnih razlogov. Tako da se mi zdi prva skulptura, druga skulptura in pa se mi zdi, da nekakšen val, ki lahko pravzaprav zelo dolg časa potuje in še zdaj imam ta občutek, da bi na nek način odprl vrata sistem ustvarjalnim ali pa kreativnim načinom. No. Tako da Arne je pa rekel, ok, dajmo probati in ja, no, izkušnja je bila tako ali pa drugače zanimiva. Recimo, sam proces postavljanja razstave je bil dosti intenziven. Mitja mislim, da je imel kaj ogromno enih izkušenj iz prejšnjih postavitev, ki jih je sam delal ali pa ne vem, s prijatelji, s katerimi je včasih tudi sodeloval na kakšnem duu, ampak veliko dela, no, ampak na nek način pa gladko, no, je pravzaprav potekalo samo postavljanje razstave. Recimo
Najina stična točka je ta, da recimo Borut jemlje neke abstraktne predmete, same po sebi nimajo neke vsebinske in dodane vrednosti in jih pol sestavlja do te mere, da pa začnejo asociirati na neko vsebino oziroma nekaj, kaj pač hoče povedati s tem. Ko jaz v zadnjem času tem pričenjam neko podobo ali pa vsebino vse bolj abstrahirati in glih, ko jaz grem proti abstraktnemu, on pa iz abstraktnega v neko kvazi figurativnost, kjer zaslutimo, da se začne nekaj dogajati, se zgodi najin preplet. Zdaj, če sem prej imel recimo slike, ki je bil nek znana ideja ali pa vsebina, kateri sem bolj ali manj sledil, je bolj pri teh slikah značilno, da sem to idejo ali pot, ki me je pripeljala do tistega cilja, opustil in sem se pustil zapeljati recimo levo, desno v druge ulice in sem pač raziskal, kam še me lahko pelje recimo neka ideja ali pa da se pustiš dobesedno zapeljati. Tako so te slike recimo večkrat prenaložene, preigrane v svojih možnostih, ko se dobesedno čisto zgubiš in opet probaš nekako najti pot. In sem pol na neki točki recimo ustavim, ki ni nujno, da ima sploh kaj veze s tisto prvotno idejo, ki je bila prvo. To pa zato v bistvu, ker me zadnje čase dosti bolj zanima slika in nek njen videz, kot pa neka ideja slike. Ja, dosti rajši imam, da ko človek, ko pogledamo sliko, ne vidimo neko idejo, ampak dobesedno sliko, ki se vse drugo razbremeni. Kaj je vse bolj prisotno, tudi to, da vse bolj izhajam iz same barve. Prej je bila barva tudi dosti bolj opisna, dosti bolj je izhajala iz neke realnosti. Zdaj dosti bolj izhajam iz same barve, tako da barva nima funkcije nekega pripovedovanja o nekem realnem materialu ali pa prostoru. Že tu se umakne ali pa grem bolj v neke vrste v bistvo same barve ali pa karakter same barve. Pri meni tukaj na razstavi en tak kontrast med tema dvema materialoma. Ta mehkoba, voluminoznost pene, pa pravzaprav tanka, skoraj kot črta tanka, pa vendarle nosilno to gladko železo. In tukaj je en tak razpon odprt, kjer oba materiala lahko poprimeta, se mi zdi, na različnih koncih. Pena sama po sebi je lahko nosilna, pa potem rata gor pravzaprav nekakšen akcent ali pa vsebina, recimo kipa, ali pa obratno je gladko železo uporabljeno včasih zgolj to, da se nekaj dvigne v tal ali pa prostorsko zaplete, potem se pa akcenti ali pa vsebinski poudarki mogoče zgodijo s kakšno gesto v peni. Tako da recimo tukaj na razstavi se mi zdi, da je skoraj malo nepedagoško, ampak vendarle sta v tem smislu zoperstavljena dva kipa. Eden je tale, katerega naslov je Vergilovo pismo, pa na drugem koncu stoji naslovnik, ki sodeč iz naslovov bi skoraj rekel, da na nek način korespondirata, kljub temu, da nagovarjata s popolnimi, mislim, z nekakšnim nasprotjem. Tam navidezna praznina, ki pa spet ni tako prazna,
Tule pa tudi nekakšna polnost, ki pa ima tudi, kako bi rekel, otoke praznine ali pa, kako bi rekel, te razpoke v sebi ali pa silhueto nad njim. Ali pa ta rumenina, no, me je strašno privlačila, tako kot, kako bi rekel, en zbiralnik za svetlobo, no, vsaj meni je tako vedno delovalo, kakor da je to eleganten, lahek, preprost način, kako pokazati na samo dejstvo, da svet na nek način, da lahko pospešuje tudi s prisotnostjo svetlobe, recimo, ali pa toplote, ali pa mogoče temi tonskimi razlikami, če si včasih daš čas, pravzaprav, ali pa detajl opazuješ, ima pravzaprav neki slikovitosti v sebi, ki pa mislim, da tudi če si kipar, se nimaš zaradi česarkoli pravzaprav braniti, no. Potem pa tudi ta mogoče ta nenavadnost, ta mehkoba, no, ki je mogoče na drugi strani klasičnega spektra kiparskega, ki imamo vendarle opravka z materiali, ki, ne vem, vsi vemo, zakaj gre, kamen, bron, les, glina, terja nekakšno drugačno rokovanje. Meni osebno, no, jaz se počutim lažje ali pa prostejši, če recimo rokujem v štartu z materialom, ki pravzaprav nima zgodovine, no. Da sem pa lahko bolj odprt ali pa preizkušam druge stvari, no. In to je tisto, kar me zanima. Sej ne, da bi se klasičnim materialom izogibal, tudi na razstavi je en kos, ki je pravzaprav klasično zmodeliran, ali pa v ateljeju jih je konec koncev še več, ampak vsi so pravzaprav nekakšni preži, da stopijo v stik s tem novim materialom, če mene vpraša, da tam dobijo eno funkcijo, ki se mi zdi, da je primerna za njih, no, da se temu klasičnemu branju pridruži še nekaj, če hočete, no, tako. Pri meni so ti prizori zdaj neke vrste, ki se nadaljujejo iz tistih prejšnjih, samo da so bolj abstrahirani, bolj jim je neke vrste pripovednost odvzeta, so tudi zaustavljeni recimo v nekem momentu, ki je slutnja še vedno v neke zgodbe, kot da se je dogajala prej ali pa se še bo dogajala pozneje, samo ne izhajam v bistvu iz nobene take predispozicije, ki bi imela to predhodnost in ki ima preteklost, tako da gre bolj za neke ustavljene momente, ki imajo potencialnost predhodnika pa nekaj, kar se nadaljuje, ne. To je tudi mogoče moment, ki zbuja veliko asociativno polje in domišljijo. Za razliko tudi v teh slikah, da se še to polje pomakne v abstraktno in zbuja to domišljijo, kam se še lahko to abstrahira oziroma kje lahko gre pol nazaj v naracijo ali pa v materializacijo k realnemu. Zdaj ne zanima pa me totalna materializacija stvari, recimo drevo, ali pa stvari, da bi jih totalno materializiral, ampak me bolj zanima to nastajanje ali pa izginjanje, da stvari šele nastajajo ali pa pričenjajo izginjati. Se mi zdi, to je tudi neko tako polje ali pa prostor, ki mi lažje tudi omogoča vstop v sliko in odpira to sploh polje možnosti, ki se lahko zgodi. Če bi mi bilo vse materializirano, sicer je prostor, ki se odpira, samo se mi zdi, da mi ne dovoljuje nekega vstopa v sliko ali pa v te plasti. Tako da se, mislim, izogibam tej popolni materializaciji stvari. Čeprav so veliki, se pravi, več nanosov, dostikrat grejo slike, potujejo iz svetlega v temno in nazaj, iz noči v temo, iz teme nazaj zopet svetlobo. To
bolj v funkciji nekega iskanja, neke pulziranosti slike in izkoriščanja pol negativnih prostorov, da slika sama v sebi začne vibrirati. In če se v tem procesu zgubi sled, da recimo ne moremo slediti, kako je slika nastajala za nazaj, se mi zdi, da še to tisti pol dodaten nek pečat ali pa karakter nezasledljivosti slike, ki daje eno, se mi zdi, kvaliteto. Pol je tudi to, da ne izhajam iz fotografij, ker nočem v bistvu opisovati stvari iz fotografij, ampak delam risbice, skice in pol preko tega gre za podoživljanje stvari, ker mi je dosti bolj pomembna neka vrsta atmosfera, tudi nepravilnosti, ki nastanejo ob tem, pa vseeno gre za doživetje nečesa, kot pa za prenos nečesa. Recimo fotografije, kjer si dosti vezan na tiste podatke in jih seveda pol prenašaš na to. Kar se tiče pravokotnikov, se mi zdi, da je tako, da eno je to, da material, ki ga kupam, dobim tak, no, ampak potem, ko sem začel rokovati, seveda sem se zavestno na nek način omejil v teh, vsaj v začetku, no, v načinih rokovanja z njim. Seveda to takoj zanese bom, ne vem, oblikoval, skolj modeliral s tem, ampak sem videl, da pravzaprav, da ne bi rad prehiter tja skočil, recimo, da bi ga rad še preizkusil ali pa probal v tej, kako bi rekel, tako najbolj preprosti, recimo, obliki, kot je ta kvadr, pravokotna oblika. Pa tudi se mi je zdelo, da ena prednost se mi je tukaj zdela, da lahko tako, da v enem nenavadnem momentu se mi zdi, da iz te, kako bi rekel, zgolj oblike lahko skoči v nekakšno vsebino, ne da bi bila ta oblika pravzaprav pozabljena. Recimo se mi zdi, da ker sam, no vsaj tukaj na tej razstavi, se mi zdi, da peljem ta kip ravno toliko časa, da on preskoči, kako bi rekel, zgolj iz nekakšne pene v nekaj drugega. Temu je težko reči naracija, ampak vendarle on se mora premakniti iz te nekakšne nevtralne drže, ki sam po sebi sicer nekaj je mehak, je topu, je rumen, je kakorkoli, ampak ga je treba potem premestiti nekaj drugega. In včasih, za zdaj se mi je zazdelo, da ta zložljivost, recimo, da omogoča, da je raven dovolj droben korak, da se ta preskok zgodi, nekakšno naracijo, če hočete, ali pa pomenljivost, ki je onkraj materiala samega. No. Ta fleksibilnost materiala, premestljivost, recimo ta lahkotnost penjanja teh gob, meni to odgovarja tudi, kako bi rekel, čisto osebno, no, kaj je ena osebna strategija, ta premeščanja. Jaz mislim, da je lahko tudi deloma to nekakšna slika procesa v ateljeju, konec koncev, ker res ne greš od A do Ž, recimo tako premočrtno, nujno, ampak se kar nekaj stvari zgodi, preden postane stvar do te mere zrela, da rečeš, ok, to je to. Po drugi strani se mi zdi pa tudi, če sem prej Vergila omenjal, ko sem bral recimo njegovo Eneido pred kratkim, so včasih kakšni spevi, ki so zelo dolgi, ampak pa sred speva recimo naletiš na en ključen stav, ki se ti zdi, da in za nazaj in za naprej pravzaprav predstavlja kakšen menik znotraj speva, recimo, in tej, v eni razdrobljeni zgodbi
Se mi zdi, da je vseeno ključno najti tisto ključno poved ali pa eno ključno stanje, kjer nekaj izgovoriš in ima, rekel, doseg seveda onkraj tega izgovorjenega, namiguje še na marsikaj drugega, ampak hočem reči, da mi ni do pretirane poljubnosti, ne? Če je možno recimo sfokusirati delo do te mere, da mu lahko rečeš kos ali pa nekaj taska, je to, se mi zdi, kar pomembno, ker se mi zdi, da šele takrat delo tako pridobi na zadostni avtonomiji, pa na nek način tudi obračuna z okoljem, nisem obračunal v narekovajih, vzpostavljene lastne kriterije za bivanje, pa nekako povab gledalca skozi te kriterije tudi v novo motrenje sveta, no, če je to sploh možno, no, ampak mi zdi, da eden od kriterijev za odlično umetnino je siguren to, da na nek način izrine v standardno okolje in se pravzaprav prova izpostaviti kot nov narek za karkoli. Ja, koliko opažam, so pri meni tak 3 stvari nekako vodilne, ki me spremljajo že en čas. To je neke vrste izkustveni prostor, ki ga neke vrste doživim, neko izkustvo, iz katerega pol črpam prizor, ki ga pol seveda spremenim, nikoli ni opisan, ampak grem preko neke metafore, ki opisuje ta dogodek. Z tega vidika pol sem nekako bliže neki poeziji, ki vedno proba najti prispodobo za nek dogodek ali pa za nekaj, kaj hoče povedati. Se pravi, neko izkustvo, ki je vezano največkrat na neko realnost, pol pa je tu vertikalni princip, ki probam to izkustvo postaviti neke vrste, da resonira v izkustve nekako vertikalno, in to mi pomeni to, da ga izločim iz nekega časovno in prostorske zaznamovanosti. Poleg tega pa me tudi ne zanima v sliki nobena neki notranji konflikti v smislu notranjih bojev, dobrega, slabega, ali pa igre moči, žrt ali bodi požrt. Se mi zdi, da se mi te teme nekako izogiba ali pa jih nekako me ne zanimajo, da bi jih sam povziral, dajal v sliko, čeprav se seveda lahko zgodi to ali pa se jih na ta način tudi da razlagati, recimo, ne. In pol še tu domišljija, ki pa vse to pol preobraža to igro od nekega izkustva, kako to postaviti vertikalni princip, je vse prežeto z veliko mero domišljije. In na koncu se mi zdi, mi je najlepše, če uspe nekako priti do nekega prizora, ja, ki nekako zaresonira v nekem takem spoznavnem tonu, mogoče, ne, vsaj za mene, da mi dobi neko tako zaokroženo celoto v prizori, da ima zadosti karizmatičen prizor, ki me potegne in da se seveda nekako zloži in vizualno, da pol zopet ni prizor v prvem planu, da se več stvari nekako poklopijo v eno celoto. V tem oziru sebe dosti bolj vidim enega, ki priča o nekih dogodkih, o nekem izkustvu.